Živijo, tukaj je Anže, poslušate podcast Apparatus, kjer legitimni člani družbe povejo, kaj počnejo v življenju. Tole pa je 128. epizoda Apparatusa, v kateri sem govoril z Urošem Miklavčičem, ki dela tudi podcast Upgrade na tej naši mreži Apparatus. Pa sem se malo pogovarjal o tem, kaj on počne. Predvsem se pogovarjajo, kater telefon kupiti, pa kater računalnik, pa kater laptop. Se hoče to malo združiti, ker za nekaj fulenih vprašanj na to temo dobivam, pa vem, da jih Uroš tudi, tako da sem malo združila. Prijetno s koristnim, kako se temu reče. Ta epizoda Apparatusa ima pa tudi sponzorja, to je pa domenca.com, oziroma njihova nova storitev Domenca spletne strani, s katero je zelo simpel postaviti svojo spletno stran, oziroma je zelo simpel postaviti tudi nam, ki nam ljudje pač rečejo, da postavi mi spletno stran, pa ponovadi nekaj postaviš nekje, pa vse vmes pozabiš, pa se ne updata in grejo stvari hitro v franže lahko. Ne. Pri Domenca spletnih straneh tega ni, zdaj se same updatajo. Pa kaj enkrat imaš postavljeno spletno stran, imajo podporo v slovenščini, kar se mogoče ful banalno sliši, samo je to res ful vreden, ker pač če česa pol ne znaš, ali pa si pozabil, kako se naredi, pač pošleš mail oziroma odpreš tiket ali pa pokličeš, pa ti bo poslovenc povedal, kaj točno narediti, pa kako narediti. Pa dejansko so dali za poslušalce Apparatusa, to pomeni ti, ki zdaj to poslušaš, posebno ugodnost in promokodo Legitimen, najboljšo promokodo, s kateri si pri paketih standard in pa neomejeno, če jih vzameš za 1 let, dobiš brezplačno domeno. Tako da pejte na domenca.com/apparatus, naredili eno podstran, pa je tam vse razloženo. Še enkrat hvala Domenci, tik preden začnemo, pa še enkrat ful hvala vsem, ki neposredno podpirate Apparatus. V zadnjem času so se že spet ful odločili, da to naredite, ste poklikali apparatus.si/podpri. To je res ful cenim, ker brez vas tale Apparatus ne bi več obstajal oziroma ne bi prišel tako daleč, pa sploh je to v dobi, vse je zastonj na internetu, res vsakič malo zaplešem, ko nekdo podpre, tako da res ful hvala. Evo, to je kar se admina tiče to, zdaj pa Uroš. Snimaš? Ja. Dobro. Zdaj, ker nova oprema je vedno škatljiva. Ja. Je pa ful dobro, ker prej sem skrival ljudem na štirki, da niso videli, koliko cajta traja. Zdaj pa ni treba, ker je zaslončen. Okay, prvo vprašanje, ki je vedno isto. Kdo si in kaj počneš? Ja, jaz sem Uroš Miklavčič, po izobrazbi bojda grafični oblikovalec. Kaj pa bojda? Okay. Ja, mislim pač, ne vem, imamo vse tam veš na faksu, od grafike do pač tiska in te zadeve, tako da smo malo umetniki, malo tehnologi, no, tako. Drugače pa to je v bistvu to v osnovi. Delam seveda, veš, podcast tudi, ne. Kje? A res? Ja. What? Enega tazga ful dobrega. Kaj pa šiht? Zaposlen sem na naravoslovno-tehniški fakulteti in pazi to, mi smo zdaj oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje. Tako da. A tekstilstvo je zraven? Zraven, ja. Okay. Modno oblikovanje, tekstilstvo in to, tako da. Aha, to je ok, no se to make sense. Ja, mi so v bistvu najprej bilo tekstilstvo, pa smo se pa v bistvu infiltrirali grafike noter, tako da. A zato, ker je tehnologija napredovala? Pač ne vem, po mojem niso vedeli, kam bi nas dali. Ja, to še sem jih hotel reči. Kaj, tam prav zgleda. Ja, ok. Tako da ja, v bistvu sem pa tehniški sodelavec, ker pomeni pač tako eno štenco pod asistentom dal sem. No. A ja, ok. Ja. To je. Tik nad čistilko pa spodaj pod asistentom. Lepa, to mi je všeč, ker to je čist drugi teri, ne? Ja. Te korporativne piramide, ki jo poznajo fakultete. Ja, to je zmerno fajn. Zakaj si pa to študiral? V bistvu sem failil na FRI-ju, tako ful, ker sem šel najprej tja študirati, pa sem 2 leti tam pustil. Čakaj, ampak ta težek fri še, ta z matematikam fri. Mislim, je bil že ta po Boloncu. No. A ja, bil že po Boloncu, ja. Okay, pa je bil ta džabe fri, kao. Ja, kao. Tako jaz slišam, ampak zame oba dva nedosegljiva. Ja. Tako da, ja, pač tam sem malo tako 2 leti življenja pustil, tako da sem hodil na sendviče tja in tako. Zakaj pa mislim? V bistvu, po mojem bi šel jaz grafiko že prej študirati. Jaz sem v srednji šoli, sem v gimnazijo hodil, pa pač nekam je zdaj treba iti, kolegi so šli na FRI, pa bom šel še jaz, bomo skupaj programirali. Vse smo bili tako neki računalničari takrat na srednji šoli in pa sem imel idejo, da bom zdaj programer. Ampak valjda ni šlo, ker je bila matematika in fizika in vse. Čeprav sem imel rad matematiko in fiziko, ampak pač ni šlo. Je bil to čist drug nivo. Tako da, in bi po mojem bi šel grafiko bi šel po mojem že iz srednje šole študirati, če bi vedel za ta študij, ampak se pač nekako v tisti čredni mentaliteti nisem sploh ne zanimal za kaj drugega. Pa sem pa to odkril in sem tle se opisal in to je pa zakon. Že prej Photoshop, te stvari, veš, srednja šola, to smo razne stvari počeli in pa valjda,
Lahko bi mi ne kliknili, no, da moram tja, ampak ni. Ja, da bi šel rajke. Ne, zaradi tega sploh, kar se telih, pač se tako, kot si rekel, Photoshopa, pa tam se ide, ko se začne. Zato sem te v bistvu malo mislil vprašati, ker meni je to še zmeraj misterij, ta program. No, v bistvu se ga nočem naučiti, ne vem zakaj, ampak vsakič, ko prijemo stik, pa zmeraj po gimpu, ki je več ali manj isti. No, ja, ne to grafikom razlagati. Ne isti v smislu te pač ploskve in layerji. Ja, to pa ja, tako, ja, logika zadnje. Logika zadnje je ista, ki se jaz ne vem, zakaj imam neko verzijo in zelo pač nočem naučiti. Redki so programi, ki imam jaz res tako, ker recimo za audio montirati, to mi je kul, pa video recimo, to nekako. Ker so različne logike, veš, Photoshop pa ne maram. Pa ne vem, mislim, pač tam moraš usvojiti neke osnove, pa se pa je kar dano. Ja, ampak gled, to sem da mislil vprašati. Kaj to pomeni, ker si rekel v srednji šoli, da si Photoshop? Jaz sem ful sem ugotovil, vsakeč, ko se s kakšnim folkom tako pogovarjaš, pa tudi temi, ki so risali, pa to, pa si reče, ker sem bil mlad, vse to tako nekako povedano v 25 sekundah, kaj to pomeni? Mislim, to so bile v bistvu v štartu bolj zajbanci, to ti si lahko neko slikco, pa ne vem, tam na Jokerju forumu gor dal pa nekaj, pač tiste bilo zanimivo, in pa si rabo neko orodje in valjda, ker si bil mlad in ker si imel torrente, si downloadal najbolj zajeben program, ki ga imaš. In ja, pač je bil Photoshop to. Kolega ga je tudi imel tako razlagal, ful dobro, lahko delaš not. Tako da sem pol, ne vem, ni bilo, da bi zdaj neke prav specifične stvari počel. Tako pač bolj sem se igral, pa raziskoval, pa tako neč več tako casual hobby, ni bilo tako, da bi neki resnega izdelke delal iz tega. So bile neke... Sam se pa naučiš, veš, to je moja poanta. Dejansko se pa naučiš to uporabljati, pa vem, da se to ful banalno sliši. Sam se mi zdi, da večina folka polka gre v to, reže v grafiko ali po videomontažu, pa tudi to audio, in eni točki neki prčku, ki je bil mulc. Ja, no se. Pač imaš uno osnovo, ful ti je lažje se lotiti pa ne resne stvari, zaradi tega, ker se pač, če drugega ne saj interfejs poznaš, če ti nekdo reče, tam moraš v unem layerju tam neki klikniti eno nastavitev, veš, kje je. Ja, valjda. Ker si že pač prej slučajno enkrat naletel na to. Z tega pač pol se razvija vse skupaj naprej. Itak je pa še drugega softvera tle zraven doba ful, pač Illustrator in design in tako, ki ima pač une specifike, ampak začel se s Photoshopom. Tako da pol je kasneje tudi to v firmo prerasli. Da se lahko, no pa še to mi povej, kar se kompov tiče, a veš, a si bil ta, pol, ki si svoj grafik rad gremo, temu tako reči, ali pa oblikovalec. Ne bom. Tam, tako kot si rekel, a veš. Ampak ne, ta Mac PC zadeva, to sem te vedno hotel vprašati, ker ti si začuda, Ja. Ne glih full Mac človek. Ja, v bistvu ne. Imam službenega MacBook Proja, drugače doma imam pa PC. Ja, zakaj? Si res full, pa nočem biti dušina, ampak full si malne. Ja, dejansko. Čeprav veš, med softverom, zdaj, če Adobe software uporabljaš čist vse, ga imaš na PC-u, ga imaš na Macu, isto je. Pač interfejs je isti, funkcije so iste, ni razlike. Mogoče res, da so bili Maci bolj zoptimizirani v neki točki, ampak takrat, ko se bi jaz hotel to mogoče imeti še, itak ni bilo denarja za to. Pač Maci so dragi bili. Kako? Ja. To vse je isto. To je vse isto. Vse je isto, ali PC ali pa Maca kupa. Lej, samo če pogledaš spekse enega, to je že zmeraj taka laž. Ja, itak. To mislim, da lahko samo Američani si lahko to rečejo. Po mojem, ja. Se jaz razumem, da pač Appleovci imajo, ne vem, 3 matične plošče, pa ne vem, 3 procesorje, pa bomo zoptimizirali software za to, za drugo nas ne zanima. Z tega vidika, razumem, da je mogoče na manj zmogljivem hardveru to dela malo boljš, ampak spet, veš, ni to, ker mislim, sploh zdaj zadnje generacije so tako malo škatljivo vse skupaj. Ja, zadnje sploh, To folk ful ne ve, ti greš kupaš novega MacBooka, pa je tako. Ja, tabelca. Ja, 3 leta stara mašina že na tej točki. Yep. Tako da, jaz sem takrat na PC ostal, po mojem je tudi to pripomoglo k temu, ker sem bil v uniji sceni, ko se je modrstvo PC-o, ko smo v hiša, smo stranice zrezvali ven na Jokerjem forumu in to. Ja. Jaz sem tam nekaj noter se najdel in pa mi je bilo to cool in pač v tem sem ostal in pač tle sem se znajdel, tako da pa tudi, ko prideš na faks, so itak posod Maci, in sem bil tako, dobiš polno, avtomatsko dobiš še malo odpora. Iz inata. Ja, upornik. Okay. Tako da, ampak ne, mislim, meni je v končni fazi vseeno, veš, pač uporabljam Maca, uporabljam PC,
telefon je Android, veš, pač nisem neki na platforme vezan. Zelo. Ja, valjda. Pa se tako, kot ste rekel, Adobe. Kjer toga odpreš, je pač Adobe. Tako je, vse je isto. In se pač znajdeš v vseh njihovih appih. Je pa res, ne, če imaš prenosnik za 400 €, tam pač pa je valjda, ne moreš neki plazno velik delati. Ja, se to je. Se to je pa največji nateg, ne? Ker ljudje mislijo, da so neki kupili, pa v bistvu niso. Ne? Točno to je. Tako da se pa recimo, če znaš sam sestavljati, sploh če delaš pač stacionaren PC, ne se da. Ja, no, dobro, ti si drugo, ne. No, dobro, ne gre se to meni, ker ti si tudi kompe sestavljal, to vem, so že parkrat pogovarjali. Ampak ja, mislim, jaz recimo zdaj pač ponovadi kolegom pač neke rabljene mašine kupujem, ne. Pa jih malo pošraufaš. To je to, kako del zamenjaš, ne? Ja, vrhunski kompi pridejo ven za smešne denarje, ne, realno gledano. Kar ljudem razložiti včasih je noro, ne, ker grejo pač v Big Bang in vidijo, lej, ta stane pa 350. To je to, ja. To bo v redu. Ja. Ne bo. Ja. Ja, tudi za YouTube, pa za te stvari, hmal to ne rata več ok. Ne? Mislim, ja. Veš, ni, ne? Mislim, dolgoročno to ne moreš s tem. Ne? A veš, jaz imam recimo, jaz imam že full star procesor, no, tele smo v i5 2500K, kaj še full. Sem i3 pa star. Ja, ok, ja, ok. Ne, mislim, jaz sem si tako proper kišto naredil, ne, veš, tudi, sem si noter, 24 giga rama, veš, ne, ker pač lahko. Ja. Ne zato, ker bi dejansko rabo, ampak lahko. Ja, sem pol traja, ne. Ja, vse to, ne. Pa SSD, pa... Ja, sem bil isti, jaz moj prvi SSD bil 64 giga, ne. Ja, moj je bil 80, po mojem, da 860 €. Ja, ti si bil bolari. Ja. Boleli je, ker sem to ne dal, ampak ker sem dal na to komp, se je vse, lej, poplačan. Ja, to sem se že parkrat zdaj v aparatu s folkom pogovarjal, ne, da SSD, če ga nimaš, ne veš. Ne veš kaj. Ne veš, da trpiš v bistvu. Ja. V bistvu so vsi, ti ljudje so v peklu, sem ne vejo. Ne vejo, da je groza. Več, ja, jaz sem gledal, zdaj sem fotor razlagal. Ti tale prenosnik bi mogla malo tako, ne vem, neki zamenjati. Pa vse dobro dela. Ja, ker ne veš, da boljše stvari obstajajo. Ja, obstajajo. Jaz sem mojemu že dal, ne. Pa če SSD-ček noter in je kar leti pol. Ja, to se poznali. V vsakem primeru. Mislim, jaz brez SSD računalnika, saj za svojo lastno uporabo spoh. Ne, to je tak. Ja, pač nimaš kaj. To pa minimalno, zdaj že kar 8 giga ramo. Ja. Pač ja. A to, kako to folku razložiti? A veš, to mene zmeram boli, ne? Ja. Ker to jaz to pač ponavljaš, ampak na eni točki pač še zmeram. Mislim, ja. Ja, jaz ne vem, no. To je tako, sam sebi greš bolj na živce, ne s tem. Mislim, ja, pa zgledaš kot nek militant, ki pač hoče, da lej tole, ne tisle. Ne. Kaj Jehove pričajo. Ja, v bistvu ne. Ne, ampak veš, kaj sem, pač, zanj sem se pogovarjala, ker sem jaz napisal te o telefonih. Do telefonov pa prijava, to se res hočem stava pogovarjati, ker vidim, z Janom se ful s tem obajata, že na upgrade. Ampak tudi pri kompih, zato sem pa hotel te to vprašati. Kaj bi ti folku rekel, ker to pač dejansko neki ljudje poslušajo, pa sem hotel imeti že po dolgem cajtu en ta aparatus, kjer se tehnikali lotimo pred zadnjimi vprašanji. Ne, ampak kaj bi ti, da ne bom jaz ta militantna že spadal, pa zdaj so SSD pa RAM že omenili, ampak resno, če ti kupuješ laptop, na kaj bi ti gledal? Predvsem bi jaz gledal zaslon, ker ena stvar, ki sem se na MacBooku res razvadil, je ta zaslon, ki je Retina. Mislim, Retina pač je marketinško ime, gre za visoko ločljivost, ni zaslon, če smo. To je res kul. Pač, in zdaj, ko pogledaš, ki imajo pa res slabe ločljivosti, ki ima telefon boljš ločljivost. Že zaslon, recimo, je ena taka zelo pomembna stvar, da ratala danes. Tako se mi zdi. Ostalo pa pač, ja, gledaš, da je SSD, gledaš, da je tako rama 4 giga, saj procesor nek spodoben, tam i3 naprej. Mislim, dokler je i-serija, jaz to zmeram folku rečem. Jaz rečem, sam ne bo i v imenu, tudi če je i3, ne glej pol 5-7, who cares. Sam ne piše Celeron, sam to ne piše, ali pa Pentium, boh ne dej. Ja, tam so maj reciklirajo stare. Ja, točno to, ki je v skladišču ostale, ne funkcionira in pa lahko kupaš Toshiba laptop za 220 €, ki se ne premakne. To je to, paperweight imaš pa. Ja, v bistvu, zelo hiter. Tako ne, mislim, te speksi so zdaj že tako, če res v njih čip prenosnikov ne gledaš, so načeloma kar spodobni. Pri zaslonih se je zdaj ustavili, se mi zdi. Ja, to se strinjam, ful. Pač, saj en full HD zaslon bi lahko, mislim, vsak telefon, ki je mid-range, imaš zdaj že HD ali pa full HD zaslon, in da imaš ti na prenosniku nekaj, kar res ni full HD, po mojem, res kriminal že danes. Pač. Ja, počas že weirder to je. Pa vid se že, ne? Ja. Tako dejansko vidiš, da ni, mislim, vse je tako malo večje. Ja, pa kockasto, in tako, veš, pač, ne vem, se mi zdi, so tudi ljudje že s telefonom navajeni počas, da je mečkim bolj oster zaslon. Ja, se to pa tablice isto naredijo, ne? Veš, če neko krepi Android tablico kupaš, bo
vsaj HD ready, recimo, ne, Ja, samo tako. 720p zaslonjene. Tako, ja. Imaš pa laptop, je pa vse ogabno, v bistvu. Ja, kaj imaš pa une 1300, ne vem, 66 krat ne vem kaj, ne. Ja. Ki je pač na 15 colah že res slabo, ne. Ja, slabo zgleda. Ti sloh, če imaš kot neka 13 inčnega, Ja, kupuješ, tam še pa še- nekako skozi prideš, pa že tam je weird, ne. Že na R, recimo, od mem sem spravil MacBook Air, ne, tam je tiste tudi grozno, ne. Pač, Ja, ni več ok. ja. Ja, je pa res, da težko folku razložiti. Mislim, retino moraš videti, sploh pri Mekih. Ja. Jaz tudi prvič, ko smo imeli na testu, je tako, vidiš, to je pa v redu. Ja, to bi pa imel, ne. To bi bilo pa fajn imeti. Ja. Pa sploh ne, zdaj ni treba, zdaj tako, da navod tako govorila, da ful rabiš, ne vem, kva početi s tem. Ne, Pa ampak se že zauči je dobro. Ja. pa lepo zgleda, mislim, veš, Ja. že recimo besedilo brati je ful lažje na tem. Ja. Ja. Ki je dejansko ostro, ne. V Wordu, Ja. če greva na najbolj ta splošno, Word bolj deluje. Ja. Realno gledano, kar je pa Wright Monkey, to moram vedno imeti. Ampak ja. Ne, ampak tako, okay. Pa gre, le, display, pa da je SSD, ne? Tako, Pa rama 4 giga. tako. Ne? Ja. Pa jaz pa zmerno še rečem, da je fajn pri ramu pogledati, kaj teh 4 giga pomeni. Ja, koliko je deljeno z grafiko, ne. Ja, če je grafična integrirana, to je sam dober. Bog ne da je nekih optimusov, to jaz ful nisem fan. Ja. Pa vse te ugrajene so te kar ok. Ja, ampak še zmeraj. Boljše, da je integrirano, meni ločene, pa je sam še en ventilator. Ja, seveda. Pač čim je še en ventilator v igri. A še kaj tazga? To je to, po mojem. Veš, pa v hišo si pa tam, ne plastika, načeloma, če si pač gledaš na ceno, valjda ne boš dobil nek blazno lepega izdelka. Ne. Ja, valjda. Veš, pač, okay, tam Ampak se da, za 600 se da skozi prideti. za 600 dobiš že tako proper. Ja, dobiš že nekaj. Ne. Se to, ampak kar je manj, veš, to. Folk bi pa zmerno dal 500 ali manj. Ne. Ja, Ker je ta neka magična meja, se mi zdi, pa nas je 500 evrov, pa ne moreš ljudi prepričati, da, Da bi še malo več dal. ja, da za unih 100 evrov res dobiš tako še enkrat tako dobro mašino. Recimo, ne. Edina stvar, no, ki je pa recimo res te Windows prenosniki ne znajo, je pa trackpad. Ne. Tam se pa neha. Ne. Čeprav je tako rekel, ne. Jaz sem moj dragi spedeno enega strga dela. Ne. Ja. Pa nam rekel, da je vrhunski trackpad, pač je drsna ploščica, Ja. da je, da se tako reče. Ampak je boljš, ne. Bilo je že bolj ogabno. Ne. Ja, se je šlo naprej, ampak še vse, veš, kaj to z MacBookom primerjaš. Ja, je brez veze. Ja. Je pa res, da bog ne dej pa na Apple računalnik preklopiti karkoli drugega, kar ni od Apple periferija, recimo miške, ne, to je tle imam jaz. To je moj pet pip, ne. Ja, joj, ne, tle pa mislim, tle sem pa izgubil že toliko časa in živcev in vsega, da če že slučajno Apple ne zateji s svojimi pospeški in ne vem kaj še se oddaje, ne, pa dobiš nek software, zdaj Logitech, ta software gaming, ki ga imam jaz na svoji miški, ne, ki v bistvu naložim na Maca, mi zdaj iz nekega razloga dvojne klike dela. Kar tako, ne? Ja, pač čisto softverska zadeva je in pač enkrat bo že dal popravek ven, veš, tako čez pol leta. Zato vam jaz v bistvu zdaj že po moje 10 let staro miš, ki sem kupil že 4. verzijo iste miši. Tako da, ja, to je. Jaz sem en od njih ljudi, ki pač da preveč za miške in tipkovnice in tako naprej. Ja, jaz tudi, ja, sej to, ja. Sam to tudi folku dopoveja, da una za 4 evre, ki jo dobiš, ne, ni najboljša stvar za tvoje prste in za peste in vse živo, ne. Je že spet težko, folku. Ja, tam se, mislim, čim ni tista najbolj nujna stvar, če imaš prenosnik, je tipkovnica izraven, ne. Ja. Vse je dobra, ne. Ja, valjda. Ne, mislim, ja, če si nekje na terenu, pač ok, ne. Če imaš pa ti nekje eno pisarno, je pa mogoče dobro, da imaš še nekaj zraven. No. Je se to, pa jaz zmerno tako rečem, ne, a veš, recimo display, ne, pač zaslon, pa miška, pa tipkovnica, tudi če imaš na mizni računalnik, ti imaš v rokah, se to dejansko uporabljaš. Točno to, ne. Pa displej gledaš, una škatla tam zaradi mene, tudi če bi bila kot rajsa stara. Ja, res, čisto vse en. Točno to, ne. Ne, ampak folk v hiši ful gleda, kvavo nabavo, jaz ne vem, najbolj čip vzamem, kar lahko. Pač to, kde paše not. Ja, to, da, če je neka marca, da kaj noter gre, ne, pol pri miški je pa dobra, una Logitech ali pa HP, neka za 4 evre pa pol. Tukaj je nek brand, ne. Ja, da ni čisti Kitajc, ne, ampak tako, da je nekaj otisnega gor, ne. Da nekaj imaš od tega. Ja, to ne vem, no, jaz se, gled, o takih starih sem se jaz v bistvu hotel. Ker se mi zdi to, hočem tudi to imeti nekje že spet, da mi rekel, lej, poslušaj tole. Ja. Ne, ker je res, ker se mi zdi, da pač ful se podcenjuje to, pa komp je res del life, ne. Ma ja, mislim, veš, ni zdaj več to una stvar, ki si jo kupil za zraven, pa jo včasih greš malo kaj delati na tisto, ampak je dejansko to zdaj, ne vem, nekaj, kar se vsak dan srečuješ s tem. Mislim, ne moreš mimo tega. Pa redke so službe, ki tega nimajo. Ne? Ja, vse to je to. A veš, in pol valjda na firmi vsak IT-ovc kupuje, valjda najbolj čip zadevo vzame. Ja, una, kaj je Logitech K129, ali kaj tista tipkovnica za 4 evre. Ja. Ne vem, kdo ne tipka na to tipkovnico at this point. Pač. To je res povsod. Pa je ogabna, mislim, jaz nuno prsti mene bolijo, grozno. No, dobro, sem prsti ti bolijo zato, ker
veš, kaj je mehanska. Kaj je mehanska tipkovnica? Ja. No, sem jaz pacijenta z mehanskimi, to se bo pol pogovarjala, kaj imaš ti. Ker če to sploh nočem, da se mešava kakršne koli nasvete za karkoli. Tam se ne neha s kešom. Tiste jama brez tanker. Okay, če resmo laptope, resmo, da so pač dela. Kaj bi pa ti pa pri desktopu pogledal? Tako, kakšna specifika, bi kaj ekstra izpostavil pri desktopu? Da na mizen kom, da rečeš, kaj, veš, da je tole, ne tega. Pač, da najdeš enega kolega, ki zna to sam sestavljati. To je po mojem primarno. Da v bistvu ne kupuješ unih sestavljenih zadev. No? Se mi zdi, pač, tam te hiter tako lahko malo nategnajo, ker se tam notar kakšne komponente porinajo, ki niso najbolj ok ponavadne. Ja, to je res. Tako da, ne vem, jaz pač načeloma vedno sestavljam res sam. Ne vem, mi ne da srce, da bi zdaj šel pa tam kupo eno sestavljeno zadevo. Tako da, kaj jaz vem, nisem zdaj več nekaj časa nič gledal, razen to, da sem pred kratkim grafično kupil. Vidiš? Ja. Jaz imam še zmeram integrirano HD 3000. Jaz sem si rekel, rabim več, kaj delam v Photoshopu. Mislim, vse pomaga, ampak ni pa zdaj. Ne toliko, kar si dal denarja, ampak okay. Ampak pač, ker sem lahko. Tako da, ne vem, mislim, tam je treba, tam se moraš pa malo odločiti, zakaj boš uporabljal zadevo, se mi zdi. Ja, se to ne. Če boš gaming delal, ker dobiš recimo za gaming, dobiš tam za njih 600 €, recimo proper kišto, se da tako full HD gameat. Ja, se da že nekaj zastaviti. Ja. Ampak tako, veš, za pisarniško sem pa jaz tako zmeren gledal, ne. Jaz tudi ne bi v njih že pred sestavljenih kupoval, ampak se pa splača, kjer se edin splača dejansko, sem splača, to je zelo tako, ne, za civiliste, ne. Se splača vzeti tako, veš, od HP-ja pod dela sestavljati. Ja, ne, naš brand od Štacune sestavljen. Ne, ti si je groza, ne. Ampak če vzameš kot HP-ja, pa tam, ki ti dajo res garancijo, ko je 3 leta garancija. Tiste je kul. Se mi zdi bolj, da tam 200 € več ali 100 € več, ampak pa tle karkoli gre na robe, sam nekam jo neseš. Oni sam menajo, benga nič ne sprašuješ. Pa zalogo imajo vedno za te stvari. Ja, točno to, ker to je ful važno, recimo, ne. Če ti znaš sam pošrafati, bo že nekaj naredil, ne. Ednika pa sam ne dela, ne. Je pa fajn, če lahko na HP-jo servis neseš. Mir, ja, ni treba študirati, pač le imate zrihtite, prijem čez en teden. Ja, točno to, in je nazaj komp in je to. Tako da ja. Noč pa ne vem, mislim, pač malo moraš gledati, te stvari, ne vem, če zdaj boš, ne vem, televizijo kupil, da ima tam nek HDMI zunaj ven izhod, pa take stvari. Ja. Kar ni tako samoumevno še vedno, ne? Ja, nažalost. Nažalost, HDMI res ni nek tak ekstra standard rad, sploh pri integriranih. Točno to, ja. Tam se hitro zgodi, da ga ni, ne? Da ga ni, ja. Sem tudi že jaz parkrat opazil. Tudi na laptopih, kar mi je sploh noro, recimo. Pa sploh ne toliko starih laptopih. Ja, tako kupiš, ne vem, mislim, gledaš, kak 2 let star prenosnik, bi mislil, ok, to pa zdaj valjda imajo. Valjda imajo, nima, ne. Ja. Tako da, ne vem, pri desktopih je res tako malo bolj specifika. Ne? Ja, mislim, kaj ga uporabljaš. To je to, ker zdaj že vsi kar tako prenosnike kupujejo. Desktop si že tako redko kdo, mislim, če res neko specifiko rabi. Ne? Ja, to imaš pa prav, ne, v bistvu vsi raje kar na laptop napikirajo. Tako kot si rekel, ker je vse zraven. Ja. Kar je po svoje full v redu, ne, ker res laptopi niso več tak krep, ki so bili 7-8 let nazaj. Ker 7-8 let nazaj laptopi so bili pač krep. To ni bilo. Ja, itak. To je bilo za uči stakant, ne. Razen če si skeširal full, ne. Ja, razen če si dal, ne vem, 4 čuke, ali whatever, pa si dobil nekaj spodobnega, ne. Ampak ja, no, dobro, to je tudi res. Tako da. Kaj je še oprema? Tablice? Ne kupovati. Ja, ne kupovati tablico, ne. Ne, škaj je, lej. Moja je pač kupi iPada, ki ti je cenovno spremljiv. Točno to. Ostalo pustiš pa namer. Razen če bi imel unga, ne vem, pač, če že moraš Android, unga Nexus 9, pa še unje, to je malo stara zadeva. Ja, ni, jaz še to ne več rekel. Res, to je pointless, pač klepa res samo iPad. Jaz imam minija. Jaz imam minija 4, 3. Jaz imam še enko. Jaz imam še enko. A še enko? Moj bog, ti se pa staro. Nekaj to moram zdaj tudi napisati, ker sem to v telefonih pisal, ne, zdaj moramo tablice. Ne, tablice še. In bom to napisal. No, sem pač kupi iPada. Ja, kupi iPada, ki ti je cenovno spremljiv. To je to. Res. Ne, jaz sem to že skoraj prodal, ker dejansko nisem uporabljal. Prah se mi je gor nabiral. Tako da, ampak zdaj pa tam aj gleda risanke. Ja, ampak veš, moja logika pri tablicah je pa to, ne, da v bistvu Kukor je tablica v bistvu krep za nek folk, ki ima telefone, pa je domač na telefonih, je pa idealna za ljudi, ki v bistvu ne rabijo laptopa, pa hočejo laptop kupiti. Ja, točno to. Če rabiš samo za maile, pa te stvari ne. Ja, pa Facebook odpreti, pa veš, 3-krat ne googlati neki, ne. A veš, pa tudi napisati 2 maila, ne. To, je to vrh glave, tako, res je vrh glave. To je res. Ker se mi zdi, da ljudje avtomatično nekako, laptop.
A veš, ko, ker pač to je računalnik. To je D-računalnik zdaj. Ja. Vsi smo se sprijaznili, da je laptop zdaj računalnik, ki ga je treba imeti. Pa jaz res ne vem, če je to res. Ja. Za veliko večino folka. Zdaj se je ta, po mojem, naredil premik iz desktopov na prenosnike in zdaj se bo mogel še iz prenosnikov na tablice narediti. Ja. Čeprav veš, klemo malo bolj kripi, če boš karkoli rabo za šiht ali pa za delati. Ja. Ampak za nekaj, kar bo na internetu, pa boš 3 račune plačal, zdaj, ko so še banke dojele, da to mogoče ni najbolj neumna stvar ever. Ne? Ja, počasi to ne. Ja, v bistvu mislim za tako nekoga, ki ima res to za zajemanje vsebin, pa tako iskanje informacij, pa to je dost. Ne? Ja, se to je. Tako, v bistvu je to, da prva misel bi mogla biti, dajmo raj tablico, ampak pa dajmo iPada, ne nekaj kitajskega, ki dobiš za 90 €. Ne, tisto ne, ja. Hofer variante. Zato jaz rad pišem za monitor. Ker je to stoje od deruštva. Ja, seveda, tam na kilograme to kupujejo, pač tle pa pol gre to za me. Neko nalepko gor in kao, lejte. To je pa tablični računalnik. In vidiš ljudi, ki jih kupujejo. Jaz vidim folk, ki ga imam v vozičku in me toliko srbi, da bi kršil, lejte, ne si to naredil. To se tudi škoda dela, ker pa dobijo napačno percepcijo, kaj se da s tablico delati. Točno to. Ja. In pol tablice so za nič, gremo nazaj na prenosnik. Ne? Točno to, ja. Ker prenosnik je pa zdaj v bistvu, kolikor se ga daš, zmeraj krepi kupiti, ampak če daš 400, vsaj imel nekaj kot delati. Ja, točno. Pri tablici pa to ni garancija. Če si dal 100 € za njo. Pač res ni garancija, da bo to na kakršen koli način lahko kvalificiraš kot uporabljam jo. Ne. Prižgal si jo. To je točno to, ja, pač dela. Ne? Dela. Ja, to je vse, kar je. Ja, ne, ampak to je že še ena od teh stvari, ki je zelo težko folku dopolniti. Res je. Ker zakaj bi pa pol to prodajali? Ja, ne vem, zato ker je zaslužil. Ja, točno to. Ja, pač pa veš, kaj oni Kitajci imajo, oni štiklice dosti dol in pač bomo zdaj skupaj dali, pa bomo rekli temu tablice. Tablice, ja. Nora je, ne. Ja. Ne, pa še to, veš, kaj se mora reči še? Eno stvar mora omeniti, to sem si prej zapiske delal. Diski, ne, veš, kaj SSD so manjši, to je slabše. Ja. Ne, tega se je res treba, pogreba pa lahko še na tablice, pa na telefone, kar se storage tiče. Okay. Ampak tako, bom jaz te vprašal, pa itak boš to povedal, kar bi jaz povedal. Hočem nekoga to vprašati, da ne bom jaz pometoval. SSD je pač boljši, ne, zato ker je hitrejši. Ja. Ali res rabiš 1 tera? Je moje vprašanje. Spet odvisno, kaj rabiš. Mislim, jaz ga rabim, ampak tako po mojem večina ljudi ne. Ja. Ne? Jaz bom rekel, 99% ljudi ne rabi 1 tera diska. Ne. Če torrentaš na polno, ne rabiš 1 tera diska. Ne. Tam imaš recimo 256 je una osnova, pod katero po mojem danes res ne bi šel. Pa glupo je že iti, ker so toliko poceni ratale. Točno to, ja. Pač 256 je brez veze. Ja, 250, ki so kaj zdaj že 80, 70, nekje. Ne. To res pač manj se ne splača, ampak več pa ne. To je 512 mogoče, ne. Če res rabiš več, pa po mojem, da ne. No. Ja, ambeno v bistvu. Ne, mislim, za splošno rabo ne. Veš, če pa delaš ti z velikimi fajli, pa to pa itak valjda ne. Jaz delam z velikimi fajli, pa sem na 250. No, sej, jaz imam. Mislim, res ni. Ampak veš, to je že spet ena od njih stvari. Ja, samo ima 1 tera. Vem, sem to, ne. Ker ti si res počasen, to je pa res hiter, sem tam 1 tera. Ja. Ne, pa je boljše en zunanji disk vzeti. Ja, valjda. Pa boš dal še 60 € zraven, pa boš dobil 2 tera ali pa nekaj. Ja, ker jih valjda rabaš. No, ne, ampak pač lej, ne, če že moraš. Ne. Ker je treba, zato šlo. Ja. Ne, ampak to so ful, mene grozi, ker jaz mislim, da so to ta najbolj pomembne debate, so točno te, ker so te kompi ratali toliko del vsakdanjika od ljudi, ne. Razumeš, da je brez veze pač se pogovarjati v smislu, zakaj ga pa točno rabi. To je sicer ful pomembno, ampak pol pa na eni točki pa tako, to je boljše. Deal with it. Ne, pa tudi če gledaš ta storage, ne, veš, če potegneš paralelo s tablicami, ne, veš, tam imaš, ne vem, 64, 32, 16, ta krepi, recimo, ne, tablice, veš, pa je folko to okej, ne, recimo, unika to kupujo, ne, če bi pa prenosnik, pa tako, kot si je rekel, ne, 1 tera rabim, ne, veš, zakaj? Mislim, okej, pa se vem, da ni isto, ne, ampak še vsem, zakaj rabiš, mislim, zakaj ti je na tablici kul, da imaš 32 giga, ne, na PC-u ti moraš imeti pa 1 terabajt, ne, tudi tle neki se zgubi neki vmes. Ja, nek disconnect je tako. No, ampak pri tablicah je pa tudi tako, ne, 16 never again, ne. Ne. 16 gigabajtov bi to bi mogli prepovedati, tako. Evropska unija, nekdo bi mogel prepovedati prodajo pač tablic 16 giga, ne. Ker je premal, ker je enostavno premal. Ja.
In je pač 32 te odderejo za 100 evrov, ne? Ja, ampak jo moraš kupiti, ker daš 2 špila gor, pa je konc. Točno to. Ja, pa še kakšen film, če si tam downloadaš ali nekaj, da si daš gor, ne vem, whatever in gre, ne, pa še pa backup kakšnih fotk skineš si dol, karkoli, da imaš pa družini zakazati. Ali pa boh ne daj, da ti kaj posnameš. Ja, tam je pa. Ja, je konc, mislim, da brez veze. Tako da to je neuporaben, kle je Apple, ne. Te debate imamo tako non-stop na Twitterju, ne? Ampak to je res, to je bullshit. Pač. Ti ne moreš pričakovati ljudi, da boš 16 giga preživel. Ne moreš. Mislim, niti na telefonu, ki je šele na tablici. Ja. Jaz mislim, da na telefonu še nekako lahko skozi prideš, ne več. Ne več, ampak se mi zdi, da na tablici je pa to res pointless. Tam je šlo zdaj. Mislim, samo še spet tisto, nekje imajo neko zalogo teh čipov, po mojem, več ni to treba porabiti. Ne vem. Jaz tudi mislim, fulje, ker pa zmeram rekar uleti, ljudje, ki ga ne poznate, Miha Rekar, ne. Zmeram uleti pač v Twitter debate, to zato ne služi, zato da več ljudi kupu na 64. Jaz bi ful rad bil tok ciničen, ne. Jaz verjamem, da je to tudi del razloga. Verjetno se nekje, ampak nekaj drugega še mora biti, ker se ne vem, zakaj 16 daješ, ker oni morajo imeti neko statistiko, ki vidijo, da ljudje pač čist preživijo 16. Jaz ne vem, kdo so te ljudje, ki še nobenega ne poznam. Poznam več ljudi, ki moram nekaj izbrisati, ki jih je ga naložil. Ti so mi najboljši. Zdaj pa moram par slik izbrisati, ker snimam to je, ne, ampak veš, grozen je zaradi tega, ker vsi sam cel cajt govorijo pametni telefoni in tablice, to bo pa računalniki pripeljali res v sleherne roke, ne. Vsi, ampak pa te sleherne roke bilo pa fajn, da tudi kaj naredijo s tem, ne. Se to je to, ne, da pol zafilaš in pa kaj zdaj bomo brisali, ne. Pa še tako, ne, zdaj, če si na Appleovi strani itak nimaš kam kartica not zadegati, ne, tam na Android strani se še da ki pa tudi ti si larifari za večino folka, stari. Veš, tudi če daš SD kartici na zbor, pa ti veš, kaj je na SD kartici, kaj je v internetu, kdo to ve. Veš, kdo so s tem? To mi vemo, ker se ti da s tem. No, to je ta problem, ne, ker v bistvu je neka specifika, ne, so ljudje, ki to res v nulo vladajo, pa grejo to, pa jim je kul, ne, veš, pa se znajdejo, ne, ampak vedno moraš malo pomisliti, ne, kaj en tak splošen potrošnik nima pojma o tem, ne, kako to stvar gleda, ne, in tam se pol stvari začnejo hitro. In v njih je veliko več. No se to je. Unga folka je veliko več, ne. Jaz se doskrat moram samega sebe opomniti, veš, da jaz živim v enem balončku, kjer neke povezave z ljudmi, ki te stvari štekajo in je pač čisto normalno, da pač, ne, vsi nekako enak mislimo o teh stvarih, ne. In da znamo in da to sploh ni problema in da če nekaj crkne, pač pogooglaš in popraviš, ne. Pri navadnih ljudeh, ne, mislim, tistih, ki niso vešči teh stvari, pa to ne gre, ne, in se treba spomniti na te stvari večkrat, ne, tako, ker drugače to je zelo varljivo, ne. Viš, kaj, jaz to zmeram primerjam z avtom, ne. Pač jaz nič ne vem o avtomobilih. Tako, mislim, karkoli gre narobe, jaz sem boss, ne. In je tako, in je pač mi je samoumevno, da pač moram iti k mehaniku, lej, tole. Pa, veš, ampak tako je, ne, isto je, sej tudi pralni stroj pa te zadeve, veš, to je samo zato, ker pač o temu pa nekaj vem, ne, klej sem pa vas suveren, ne. Ampak je pač večina folka je pa tako, kaj jaz pa pralni stroj, nič ne vejo, vidijo tam eno škatlo, ki ne dela, nekaj ne dela. To je to. In to je to. Ne, ampak veš, to meni se zdi, take stvari se meni zdijo res, mislim, tudi te debate med zmerom več, se mi zdi ful pomembno. Zato sem tudi napisal, pa gre zdaj na to, no, ker sem jaz zelo weird, ker tebe sprašujem, ampak ne, zato, ker vem, ker sem se že to pogovarjala, zato sem da navabo zdaj, ker sem jaz idealka. No. Ampak ne, za telefone, ne, ker ti jih tudi pač testiraš, tam za tehnik pišeš. Čist preveč. Tako kaj jaz za monitor, ne, pa imamo lahko še to debato, ne. Kaj bi ti rekel, folko? Pa ni zdaj, kleba res, eden ti prije pa reče, kjer telefon. Jaz ponavadi vedno vprašam, koliko boš dal najprej za njega. Jaz mu sicer lahko rečem, da vzem Nexusa v 6P ali pa 5X, ne. Pa bodi srečen, če hočeš Android telefon, če hočeš iPhone, pač vzemem ga, ki ti je cenejš pa bližje, ne. Ampak realnost ponavadi ni takšna, ne. Škaj folk je še vedno mislim, največji problem, ki ga jaz naletim, je to, da moram folku razlagati, da pač imaš ti Samsunga, imaš Sonya, whatever, vse je Android, ne. To folku ni jasno, ne. To je res. To je res. Tako pač vse je v osnovi isto. Ne, oziroma ne, mislim, to ampak bolj je ta problem, ker v bistvu folk kupuje Samsunga. No točno to. Kar nič ne pomeni. Nič ne pomeni to. Točno to. Pač, sej pol v finesah nekaj pomeni. Overall je pa, to ni podatek. Nič. To sploh ni podatek. To ni tako, v bistvu, to je v bistvu
v bistvu finese so še klem manj važne, kot pri avtomobilih. Ja. To bi lahko itak rekel, mi rekel, jaz sem na Volkswagen. Vse to nekaj pomeni. Ja. Ampak imaš ti zdaj tako rekel, kaj je bila najboljša primerjava? Ja, ne, imaš pri Golfa dvojko šunga, ta starega dizelčka, ne, šuno, ne. Točno to. Imaš Volkswagen, ne. Ja, točno to, ja. Ja, ne, tukaj se ful, ta disconnect je tako, recimo, ljudem to ni jasno in jaz res ne vem, kako to ljudem na nek normalen način razložiti, ne. Ker dejansko, ko mu začneš razlagati, sej je vse isto, ne. Aha, ne, a veš, kaj ne mu zdaj rečem, ne? Ne, 2 telefona ti dam ven, tle imaš predal z aplikacijami, mreža aplikacije, ena gre gore, ena gre pa v desno. To je to, ja. Ne, mislim, ni neke razlike, ne. Ampak tako, mislim, mene ful veliko folka itak valjda skozi sprašuje, kaj kjer telefon itak, ne, to vprašanje se vedno pojavi, ne, in pa če si hočem, če so na Android strani res na Nexusa nekako navleči in vsakega, ki ga navlečem na Nexusa, je pa itak valjda ful zadovoljen. Ja, vsi so hvaležni, jaz to pa dobijam, hvala lepa, točno to. Drugače pa ne vem, mislim, če že druga opcija so ponad Sony tako nekako tam, ki pač so še vedno najbližje temu stok Androidu, se mi zdi. Še najbolj zgleda, kot Nexus. Točno to, ja. Pa lepi so, meni so lepi. Sony so meni najlepši telefon. Pa stereo zvočnike imajo na sprednji strani, ne. Ja, kar je sploh, ne. Ja, to je Kaj najbolj obolim, kad dobim zdaj v zadnjem kakšen mobitel, pa ima zadnji strani zvočnik. Jaz sem zdaj že navadil, ki jih testiram tako držati, da v zadnji rokco daš, da naredi tako jamico, ki se zvok odbija. Točno to je. Ampak to je tukaj slabo, ne, če pogrešaš. To, da so stereo zvočniki na prednji strani, ne, to je zakon. Ampak spet, to so stvari, ki so bile v high-endu, ne. Folk pa dejansko high-enda, mislim, velikih high-end kupuje, ampak še vse ne toliko, ne. Vsi so nekje mid-range, pa tam spodi, ne. Ker tudi danes ni več tukaj problem, ne. Ker zdaj v zadnjem letu, 2 so postali te dobri telefoni poceni in poceni telefoni dober, ne. Tako, veš, tle v sredini zdaj že težko res generalno kiksneš, ne. Je pa res, da pač imaš une modele, ki imajo bloatware to gor, da je... Ja, da pač vse to je, ne, ki dajo vse živo gor. To na dolgi rok, po mojem, ubije te telefone. Ja, jaz mislim, da, ker se to pač ne posodablja. Jaz sem zmeraj primeren z uno, ker si kupil, ne vem, del laptop, pa niso bili samo Windowsi gor, ne. Ampak so bile neke od dela prečkarije, ki jih nikoli nisi uporabljal, tam so bile in so ždele tam in so morile računalniki in isto je s telefoni. Ne. Točno to je. In se nikoli ne posodobi. Ne. Tudi zaradi tega in podobnih stvari pa tudi update ne pridejo tako hitro. Če sploh. Ko morajo vse prilagajati. Naprej oni prilagodijo. Pa bodimo iskreni, ti ljudje ne znajo programirati. Pri Sonyju ne znajo programirati, pri Samsungu ne znajo programirati, pri LG-ju ne znajo programirati. Ne vem, kjer pri Huawei-ju sploh ne znajo programirati. Ja, tam je sploh. Tam je sploh groza. In se to pač pozna. In pa zmeraj ljudem tako rečem, na dolgi rok, se na začetku bo še okay, sploh ko bo telefon prazen, ampak po enem letu, 2 bo pa katastrofa, boš pa oboleval, če pa na začetku veš, pa bližen kam iti, še pa to nekim pač si narediš eno slugo. Tle je groza, da bo pač Windows Phone umrl. Ja, tle je bilo pa res cool. Tle pa si lahko vzel ta najcenejšega in je delo. Ja. Tle je pa Microsoft res neki prav naredil, ampak jim na nikakršen koli način ni ratar in Lumia bo res umrla. Ja, čisto za model. Škoda, ker res sem fotro samo na Lumia 520 kupil in to je zakon. To je najboljši telefon. To je za 130 €, ne moreš verjeti, kaj dobiš. Pa brez vezave, ne bo pomote. To je tudi folko na orno zažiti. To je najboljši telefon za ta. Kar se price performance tiče, jaz ne vem, če obstaja boljši telefon. Ženega pa operacijski sistem, ki sicer ne bo umrl, ampak kot koncept mobilnega operacijskega sistema bo pa krepno glihka. Ja, vsak čas, ne. Tako da, mislim, tukaj je vedno težko, ne, ker, mislim, dejansko je veliko telefonov, ki bi jih jaz priporočal, ampak mega pri nas ne dobiš, ne. Imaš OnePlus One, ki ga sicer dobiš pri nas, ampak je še vse en treba to preko neta naročiti in tam že prvi disconnect se naredi, tam pač preko neta kartico treba. Že konc. Če pa rečeš, z Nemčije bo treba Motorola kupiti, ne bi. Italija še cnej, ki imajo tam zastopstvo. To je pa zanč Robbie Klintz napisal. Ja, kao da imajo v Italiji headquarters Motorola, in pa kao da je na unmu Amazon ponavadi lahko cnej. To je dobro vedeti. Ker ne potuje še nekam, ne vem, to treba preveriti. Ja, ampak jaz sem to nehal priporočati folku. Brez veze, ki mu rečeš, pa čim rečeš, bo treba na Amazonu vsi trgnejo. Ampak ne upam nič unesti na net. Kar je po svoje prav, meni je to ful zdravo, to imamo Slovenci, to verzijo do kreditnih. Tega mi je po svojem, v bistvu po eni strani je to cool. Ja, ker tam se hitro polja. Težave se zgodijo hitro. Točno to, ja. Tako da ne vem, mislim, zdaj tako, ker se tiče tega, kaj kupiti, imaš zdaj ti super post narejen, ga tudi jaz uporabljam. Ja, si rekla za upgrade, hvala Bogu.
Več ljudi, ki to preberejo, pa ne pošlje maila, ali pa saj mail, informiran mail. Ja, točno to. Ja, zdaj sem par mailov dobil v smislu, tole si napisal, kaj pa tole. Ja. Ampak to je že v redu, neka informacija o štartu, točno to. Ne? Ja. Mislim, tako je dejansko, če pa si res heavy user, ne, pa je pač treba raskirati za neko high-end zadevo. Ne, možeš pa denar. Točno to. Ne, točki možeš za cash. Ker pač, če ti to res toliko pomeni, ne moreš šparati. Pač na nobene stvari, ki jo res uporabljaš, ne, pa ne bo to zdaj mobitel ali pa ne vem, kuhinjski pripomoček ali whatever, ne boš šparati. Mislim, ni neke magične naprave, ki ti bo dala isto, kot ta draga naprava, ne, za nič denarja. Točno to, ja. Ja, tega res ni. Mislim, sam zgleda tako, da je. Nek je vedno ena stvar, ki pol ni. Ki ne štima. Ja. Ponovadi je to fotoaparat. Ja. Lahko kupaš LTV ali kaj je v bistvu vrhunski telefon. Po speksih, ki gledaš, pa 3 slike narediš, pa vidiš, da nima veze, recimo z iPhoneom ali pa Nexusom ali pa Lumio ali pa tudi Samsungi. Pa tudi ti speksi so tako vrljivi, res pri mobitelih, glih zaradi tega krepojera, kaj je gor. Dejansko imaš ti lahko en telefon, ki je full, do konca spedenan, pa so dali pa neki user interface, čez ki ga ni noben optimiziral in pač valjda vse šteka. Vse šteka in diapozitive gledaš. Točno to. Ja, sam si, zato se to pogovarjajo. Da je to enkrat izrečeno. Da ni samo v unmu na koncu. Da nova preveč. Grejo še za upgrade. Kje si podcaste najdel? Glede na to, zdaj si podcaster. Zdaj sta 60 že? Koliko sta? 59, mislim. To je že spodobna cifra pač epizod. Bila smo na tedenski intervalu, pa smo počeli. Vsi lažemo, da bomo lahko vsak teden eno. Jaz si hitak posem gledal, da vsak teden 2 naredim, ampak to je druga zgodba. Ja, tiste drugačne. Mislim, šla sva iz tiste tedenske na 14 dni, ker je pač tempo preveč. Ampak kaj je bila, zakaj sta videla to sploh začela delati? Mislim, dejansko sem začel podcaste poslušati in to celo ne tuje, ampak sem začel z aparatusom. Ja, z glavami in s temi zadevami. Ok, to je pa weird. Ne vem. Mislim, jaz sem tako dosti pozno podcaste. Ni bilo uno, da sem v tujini tuje ful poslušal. Dejansko so me pol slovenski prepričali, da sem pol šel še tuje poslušati. Jaz sem šel kontra. To se mi fajn zdi, ok. Ampak tako ful mi je zanimivo, da se to sploh lahko zgodi. Da sploh iz kontra strani priješ. Pa sem čisto odpadel, pa sem začel vse podcaste poslušati. Pa si ugotoviš, da nimaš časa vseh poslušati. In pa ne vem, pa sva z Janom bila tako malo na vezi, ko on je študiral na istem faksu kot jaz. In sva tako nekako skozi na vezi, bila nekje na Twitterju in gor in dol. In jaz sem že tako nekaj časa razmišljal, jaz bi pa kaj v tehnologiji delal. Pa bitne pogovore sem poslušal. In pa sem tako, jaz bi tudi nekaj delal. Ampak nikoli ni bilo tista, veš, ok, zdaj bom pa isto resno zagrabil. In pa sem tako enkrat Jan javi na Twitterju, veš, kaj sem razmišljal, bi malo podcast delal, a bi ti zraven bil. Itak, tako je, ni meni problem. In pol je padla ideja, da grem videti lepo do tebe, to malo vprašati, te stvari, ker pač. Tako da bi dež je padel, to se spomnim. Pa ugotovil sem, da si ful velik. Mislim, da sem mal pred tistem bil una epizoda, ki si imel enega iz ATP-a in sta pol debatirala, kdo je večji in tako nekaj. Mislim, da si rekel se ali pa Casey. Možno. Možno. In pol, vem, da je bila debata, da si ful velik, da imaš probleme z avtomobili. In pa, ko sem prišel zraven tebe, si pač ne. Tako ugotoviš. Tako malo intermezzo. Ampak pol smo v bistvu, do tebe smo šla, ti si nama par unih dobromernih na svetu dal. To sem pozabil. Pa so bili pa piloti, tako je za tistem. Jaz sem imel nek Samsungov mikrofon doma, ko smo pa sem šel na jetja. Hvala. Hvala ljudem, ki so podprli aparatus. Tako. Ampak to je bilo to. Mislim, tako dost, kaj bi rekel, spontano je bilo vse skupaj. Ni bilo več ful sva planirala. Tako sva se usedla. Dobro, samo držite pa frekvenco, to, kar jaz zmeraj rečem. Jaz sta pač dejansko ful pridna. Mislim, to je tako samoumevno, pa ne da hvalo. Mislim, v smislu, smo en drugega gladili, čist brez veze. Ampak tako res, pač, to se mi zdi pač dosti pomemben, ker nikjer ne piše, da bi se vam mogli dati. Mislim, da to je bila prva stvar, ki si jo povedal nama, to frekvenca. Vsak mu to reče. In sva si tako zelo resno sva to vzela oba dva. In tudi, kad sva videla, da frekvence ne zdržijo več, sva pač povedala, bova dala sicer
Večkrat bolj na 14 dni, da imamo malo več časa za to, povedala vse lepo naprej, napovedala, da ni bilo kar čez noč, pa brez razloga na 14 dni. Ja, ker ta respekt mora biti do folka, ki posluša. Ja, absolutno. To jaz ful trdno verjamem. Da ne more biti tako, kaj že, z mehom, do zmehom dela, svinja z mehom, neki. Ja, svinja z mehom. Svinja z mehom, to je ta pregovor, okay, sem zelo slab. Mislim, da je nekaj različnega. Ja. No, ampak ok, pa zdaj pač 60 epizod, tako da sklepam, da to še dela. Seveda, to laufa. Se za to. Ful je v redu, meni je to sprostito ratala, meni je ful v redu, se pač pola, vsak, kaj tako v četrtkih izhaja, ob sredah snema, zvečer ponavad. Tako da pač v sredo zvečer se usedem in debatirava tam. A veš, fajn je, ko enkrat to rata tako spontano, da dejansko, veš, tako, ko bi šel na pivo z nekom in bi tam debatiral. Tako da lepo si teme razdelava in to je to. Pa se zaradi tega, mislim, meni je tudi bilo kul, da je tudi Aparatus dobil, da ni zdaj sam ta TikTok, kakorkoli obrneš, samo pri meni na koncu v teh intervjujih, da je tako, da je neka zadeva, ki je to nišna. Mislim, nišna v tem smislu, videla sta v bistvu še ful široka, ka polka nejca pa une prbitni, oni sami Apple. Ne več, razen če meni, vsake dok cajtek me povabijo, ki pa metujemo Android. Mora jim povedati. Širimo obzorja. Širimo obzorja. Zdaj gre pa na dejansko tvoje, zdaj, da ne bomo sam pametovala v nasvetih. Kaj točno ti uporabljaš? Se pravi, ne vem, kje začneva pri... Od kompa pri telefonu. Začneva pri službenem, recimo MacBook Pro 13, retina zaslon, mislim, da je kaj 2.15 model ali pa 2.14 zadnji. Že to v redu. Ja, tik prednji je dobil ta trackpad, ki je brez tipke. Lepa, imaš še unga, ki se klikne. Ja. To je v redu, unam všeč. Čeprav ni slabo. Vse po moje se navadaš. Veš kaj, pri novi te je fajn, ker lahko kjerkoli klikneš, pa je nekomerno. Ni treba loviti s prstom. Tako da to je to v bistvu, pač čas služben, veš, podarjenemu konju se ne gleda v zoben. Lepa, tega pa še enega mora, da bo se tudi. Lepa. Ampak ne, mislim, sej kul prenosnik pa vse, ampak za kakšne bolj hardcore zadeve, pa dejansko poklekne stvar. Sploh glede na to, da pač mora toliko pikslov po zaslonu rintne okolj. Tam se pozna, sploh ko začne z grafiko delati, veš, tam ga zmanjka hitro, sklepam. Sploh za kakšno renderiranje videov na hitro je to ni glih. Tam bi rabo res že 15, mogoče pa z določenim grafikom. Je, kar je, uporabljam, kul je. Pa fajn, mislim, kar se tiče prenosnikov, so res pač narejeni so kot res tako proper, veš, kovinsko hiše in vse. Ja, to pa ne moreš učitati. Vse so najboljši laptopi. Tudi ta hinč v zadnji, mislim pač, kako se reče, tečaj. Tečaj. Od zaslona je kul, recimo res lepo gladko gre, pa ni ungo, da se gunca vse, ko odpreš prenosnik, kakšen čip PC prenosnika se že pol ure gunca. Ja, se že trese, dokler se ti umiri, ker začneš delati. To je res. Tako da to je to v bistvu. Drugače doma imam pa, sem pa sam sestavil PC, v hiši, a greva tako po komponentah? Ne, čisto mač. V glavnem 24 GB RAM imam. To je kar podatek, jaz sem na 16. To je recimo ena bolj pomembnih stvari, pa SSD, pa kaj GeForce 970. Lepa. Sem ga zdaj probo not, pa mi ne gre not. Ker je tako hišice vse, pozab moje travme. Pomaš kaj, Minija zdaj, a ga števaš ali ne? Minija iPada. Imam, ampak ga sin uporablja, tako da v bistvu ne, to lahko števa. Ker je že tako v zelo slabem stanju. Vse veš, kako to rad to dobijo. To je to, kaj imam še? Pa imam pa Nexusa 6, ker verjetno zelo rad slišiš. Edini pravi telefon. Tako da, bil sem na iPhonu svoje čase. Ja, sem to rekel. Pa so prišli policisti po njega. Se to smo že v upgradeu z Janom enkrat razlagali. Bil je ukraden, kupljen na Bauhi. Okay. Je bila una finta, ki je bila tako poštena cena, ni bila una, veš, sumljivo nizka. Niti ga prodal sam zato, da bi denar dal, ampak hotel to, kot pač je treba iPhone imeti. Tako. Na Bauhi telefon kup. Ne, nikoli več ne, to sem pač. To me je izučil. Tako da, imam pa ne, nečakaj. Programska gre kar epe, 5, ki jih najbolj uporabljaš. 5, ki jih najbolj uporabljam. Nova launcher ne šteje, to ti že zdaj povem. Imaš nova launcher, ljudje, ki ne vejo, kaj je to, res je vse en. To je sam Uroš vrhunsko. Ne, vse je fajn. Vse je fajn, sem pa če to je preč. Ne šteje, to ne šteje. Phoenix imam za Twitter. Pol imam, kaj že to, Relay for Reddit. To uporabljam skozi Google Play Music skozi.
A si subscriber pa to? Ja. Lepa. Pa Pocket Cast, tako. Ja, To so bili zdaj 4. Ja, še enega. Še enega moram. Po mojem pa bi dal kar Google Photos, ne, ker to mi je pa kul. Ja, a ne. Ja. Jaz sem tu, zdaj pa to, imamo program za fotke. Yep. Dejansko obstaja neki, ki ti shran fotke, najdeš jih noter, Yep. kar mal kičast je. No. Pa ta srč je meni nenormalno dober. Ne. Ja. Pač nikoli v življenju nisem potegal ene fotke, pa meta podatke. Pa vse najdeš. Pa vse najdeš. Ja, noro je. Ja. Tako da to je na homescreenu, recimo na prvem dnevu. Ja. Tako je Gmail vrhunski za mail bil, tako je Google Photos za fotke. Ja. Pač dejansko je tok dober. Ja. Pa še web interfejs imaš nekaj res. Noro, ja, res. Jaz sem tudi kar male kičast v bistvu. Ja. Tako da, sicer sem nekaj časa nucal, da sem se tako privadil malo tega, no, ki ni čist najbolj intuitivna zadeva, ampak je pa zakon. Tako Pa srč je srč. No. Jaz ne vem. Pa jaz vsakmu človeku to pa še kar naštimam, da je gor lepo backup. Ki mu letijo, pač ko prije domov na Wi-Fi, tam ne se sinka. Da se posinka in našmer. Ker to, če nekomu telefon crkne, je vedno tisne, fotke, ne. Ja. Ker to ne vem backup. Če to nimaš naštiman, če imaš backup naštiman, je mer, ne. No, to je to. Ja. Ne, se zaradi tega, ne. Pa je mer, veš, in to je to. Valda, tako da, ja, to. Sem sicer zanče to sem ti razlagal, sicer ta Nexus je poletel iz balkona spodaj na teraso, pa je preživel. Ja. V ohišju. Ja, no, to sem hotel sem napeljati na to spigna v ohišje, no, kaj je ful v redu. Ja. No. Se v hiši skoraj moraš imeti, nažalost. Ne. Ja, žal. Čeprav veš, je lep telefon. Ne. Ja. Kdo je to zdaj? To sem že enkrat omenil. Ki je rekel, mislim, da si rekel, ja, ki imaš kakšne ljudi, ki tako, kva, ti si imel v tušu steklene flaše za šampon, ker to je dejansko bilo a thing včasih. Ja. Kar je dosti noro. Ja, v bistvu, ne. Če ti pade vrleh v tušu steklena flaša. Ne boš več najdel, sam videl boš, kje kri tečeš. Kar je isto bo s telefoni enkrat. Kaj vi ste pa steklo nosili v žepu, ne? Slej, ko pravi bo to debata, ne? Neki bo na to temo, ja. Tako da, to je bekrat ne ta hardware, ki ga res redno uporabljam. Mogoče omenim, imam še Xiaomi za pesnico, ki je glizdi, danes je prišla nova verzija. Ja, okay. Tako da sva z Janom že malo naciljano, da bo to nabavila. Vidim, da ste se ful Xiaomi vrgla. Čist preveč. Pa omeni še, da je to dala lahko link, une slušalke, Bluetooth teči pod Xiaomi. Niso Xiaomi, to je pa MPAO nekaj. MPAO, ok, sorry, ni skoraj isti logo, mislim. Ja, neki je tako. Ok. So kaj, 12 € Bluetooth slušalke? Tako je, 12 do 18, odvisno kako trofiš ceno. Ampak so dobre, ne? Ni uno, ker sem probal ene te čip Bluetooth slušalke in je bil tako zvok, ki bi ga, ne vem, dal telefon nekam pod, ne vem, v umivalnik in tam poslušal. Ja, ni, ne. To so pač čisto proper slušalke, tako mislim, pač niso audiofilske, daleč od tega. Za podcaste pa za take stvari poslušati. Je pa v redu, ne. Ja, se to si me že prepričal, to moram enkrat nabaviti. Ja, to so kulno. Razbijaš tako majka spok, ki imaš v ušesa, mislim, tako je ful, ta del, ki je pride v ušesa, je ful velik. No. Ja, prevelik za ti, ampak še enkrat, 12 €. Ja, do 18. To je to. Ja. Jaz sem full chip slušalk zdaj kupoval. Ja, jaz jih konstantno, ker jih lomam, ker se mi ne da skrbeti več za te stvari. AliExpress pa akcija. Ja, pa narediš še. Jaz sem imel zdaj en shopping spree na AliExpressu, tako da sem po mojem zadnjih 2 mesecih čist preveč zapravil. Pa kaj še je 2 €, klik. Zato so kreditne, zelo. Pa še zadnje vprašanje, ki je vedno isto. Ena fizična stvar, ki ni človek. Ja. To zdaj ujel sem se v to, da moram vsakič to reči. Kje bi bila ena zate, lahko še imaš, lahko nimaš več, kaj bi to bilo? To je bilo edino vprašanje, za katerega sem vedel, da bo, in sem se ful pripravljal na njega in še do zdaj nisem glih stuhto, kaj bi ti povedal. Ampak po mojem, res una prva stvar, ker sem se res s tehnologijo srečal in mi je bilo tako res blazno zanimivo, je bil Walkman, ki ga je imel moj brat. Okay. In res old school Sony. Ja, proper zadeva, rdeče barve. Rdečega, lepo. Ja, tako da mislim, da zelo en prvih modelov, tako mogoče druga, tretja iteracija te zadeve. In tam je en klik bil po mojem enkrat, ker mi je bila pol tehnologija od takrat naprej, spomnim se, kul. In to me zdaj spremlja skozi naprej. No. Tako, tudi pol čez zune, ker so se pol telefoni začeli dogajati in te stvari. Ne. Ampak tam nekje se je nekaj začelo. No. Tako imam jaz Super Nintendo, čiste razumem. Pač neki, ki je blinkal, pa neki, ki je normalna elektriko, pa ne čist. Ja, to jaz ful razumem. Ker nisem sistem nič kaj blaznega tako počel, da bi rekel, tako, zdaj mi je pa spremenilo življenje v smislu, pač tisti moment se je nekaj. Ampak od tam se je nekaj začel. Ne. Ja, štekam. Tako da... Okay. Walkman, lepa, ležite od gor, se to reče. Ureš najlepša hvala. Ja, lej. Gligar si v aparatusu. Odlično. To sem zdaj rekel, da bom na koncu naredil. Ja, majico.
legitimen član družbe majico imaš, lepa. To sem se preštimal. Kakšen reveal. To je to, reč adijo. Ja, adijo. Čau. Tole je bila 128. epizoda Aparatusa. Uroša najdete na Twitterju pod @uro_m, pa z Janom delata podcast Upgrade, ki je valjda tudi na aparatus.si. Jaz sem na Twitterju @anzet, tako da nama tam tešte, sploh kar se telefonov tiče, preberite uno, kar sem jaz napisal na moji spletni strani, ki ima samo eno objavo, anzet.eu. Sicer pa kot vedno, ful hvala sem, ker neposredno podpirate Aparatus, spomnim, ker ste dali ocene v iTunes. Res ful hvala. Če bi radi nas podprli, pejte pa na aparatus.si/podpri, ker pač res vsak evro prav pride in brez tega denarja Aparatus ne bi več obstajal. Tako da to je več ali manj to. Hvala, ker ste poslušali. Naslednji že spet. Adijo.